Danes se bomo z vadbo osredotočili na naše boke. Večina nas, ki dnevno veliko sedimo ali pa hodimo na zelo intenzivno vadbo, zelo zapiramo naše boke, kar lahko z leti pride do velikih težav, tudi do poškodb, naprimer kolen. Tako da je fajn boke čim bolj razgibavati. In danes bomo temu namenili celo vadbo. Vajam, s katerimi bomo spodbujali naše boke, da se bodo čim bolj odpirali. Tako da začnemo v sedečem položaju. Najprej bomo obe nogi stegnili naprej in dvignili levo nogo tako, jo pripeljali k sebi, da bomo stopalo zataknili v desni komolec in z levim komolcem bomo objeli levo koleno. Sprednjo nogo imamo v fleksu, se pravi obrnjeno stopalo proti sebi in bomo zarotirali, tako kot bi rock a baby se tej pozi reče, tako kot da bi dojenčka zibali sem in tja. Tako da naredimo fajn, kar močno razgibavamo levi bok. In zdaj počasi spustimo nogo dol in zamenjamo. Vzamemo še desno, jo zataknemo v levi komolec, objamemo z desnim in ponovno. Tukaj pazimo, se pravi, imamo sprednjo nogo vedno v fleksu, vedno imamo hrbet zravnan, da nismo sključeni, zravnan in kar fajn, tako da res fajn začutimo, kako se toplota generira v boku. Evo, tako počasi zdaj zaključimo, odložimo nogo in gremo na vse štiri. Zdaj bomo naredili mačko in kravo, to, kar smo delali že zadnjič. Se pravi, imamo kolena v širini bokov, pod boki, roke pod rameni, čim bolj razprte prste in bomo naredili z vdihom, usločimo hrbet in pogledamo gor in z izdihom pogledamo proti popku, naredimo grbico in spet vdih in izdih. In še en vdih in izdih. In zdaj z vdihom pridemo v center in bomo dvignili levo roko od tal in desno nogo, se pravi nasprotno nogo. To je vdih in z izdihom pridemo in se dotaknemo s komolcem in s kolenom pod trupom. In spet vdih, izdih. Vdih in izdih. In odložimo in zamenjamo desno roko in levo nogo. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Vdih in izdih. In odložimo roko in koleno na tla. Naredimo vdih in se dvignemo z izdihom v downward facing dog. Naredimo fajn razteg. In zdaj se bomo z rokami sprehodili nazaj proti nogam. In pokrčimo kolena in se z okroglo hrbtenico dvignemo v stoječ položaj. In zdaj, preden bomo šli naprej, bomo naredili še eno tako asano, ki je luštna tudi za boke, pa za našo koncentracijo in stabilnost. Se bomo postavili nekje na začetek blazine in bomo naredili eno tako asano, ki je odlična za koncentracijo in za stabilizacijo telesa, pa tudi za boke. Najprej bomo napeli stegensko mišico leve noge in dali desno stopalo na stegno, na notranjo stran stegna, če gre. Če nam to predstavlja, da smo nestabilni, lahko damo nogo tudi tlele na spodnji del noge, ne na koleno, nikakor na koleno, ali pa takole, da imamo še vedno stopalo deloma na tleh. Tako da se postavimo v ta položaj, bok potiskamo desni naprej, desno koleno pa probamo potiskati malo nazaj, tako da imamo tak dvojni zasuk tukaj. In roke damo pred prsi. Naredimo vdih in izdih. In z naslednjim vdihom lahko še roki dvignemo nad glavo. Tukaj pazimo, da imamo ramena spuščena, da jih ne zategnemo gor k ušesom, tako da smo sproščeni. Naredimo vdih in spustimo roke ob telo. In zdaj zamenjamo nogi. Naredimo še na desni strani, se pravi, napnemo desno stegensko mišico, položimo levo stopalo ob nogo, sklenemo roki pred prsmi in naredimo vdih, dvignemo roke nad glavo in naredimo še en vdih in spustimo roke ob telo. Stopimo na začetek blazine in bomo naredili en hiter pozdrav soncu. Stojimo močno in naredimo vdih proti stropu in izdih proti tlom.
gledamo v noge, vdih, dvignemo pogled in zravnamo hrbet in izdih, gremo v plank, skleco, upward facing dog, vdih in izdih, downward facing dog. Pogledamo med dlani, skočimo naprej, vdih, pogledamo gor, izdih proti nogam in vdih, gor in izdih. In zdaj se bomo spustili lepo v predklon in bomo stopili v plank in v downward facing dog. In zdaj bomo šli v bojevnika 2. Bomo pripeljali desno nogo, najprej dvignemo stegneno v zrak, pokrčimo in jo pripeljemo med dlani. Levo nogo bomo obrnili na 90 stopinj, jaz se bom zdaj malo obrnila stran od vas, ampak je prav, da vidite tudi v hrbet. Boki so obrnjeni na sredino. Spustimo desno koleno nad gleženj, roke od sebe in gledamo v neskončnost čez desno roko. In dihamo, globoki vdihi in izdihi skozi nos. In zdaj bomo naredili vdih, bomo pripeljali komolec na nogo, levo roko ob uho stegneno in gledamo proti stropu. In se spet dvignemo in zravnamo nogo. Boke imamo še vedno poravnane na sredino in zdaj bomo še v trikotnik. Tukaj lahko uporabite, če imate kakšno kocko, lahko tudi kakšno knjigo, lahko vam pa pokažem tudi varianto, kako se primete drugače, da ne bo, če ne pridete do tal. Najprej stojimo tako, da imamo roke od sebe, se zapeljemo proti desni nogi in se začnemo rotirati navzdol. Tukaj lahko primemo kocko, lahko si jo tako obrnemo, gledamo levo roko in prst, palec na levi roki proti stropu. Če nimate kocke, lahko roko podložite tudi takole na nogo. In potem pogledamo proti tlom, spustimo koleno, obrnemo nogo nazaj na sredino in gremo nazaj. Najprej noga gor in noga dol. In zdaj vmes, preden gremo še z levo nogo, lahko naredimo vdih, se dvignemo v upward facing dog, da malo razbremenimo hrbtenico. In izdih v downward facing dog. In zdaj dvignemo levo nogo, jo pokrčimo in pripeljemo med dlani. Desno obrnemo na 90 stopinj in se dvignemo. Spet boke imamo poravnane na sredino, roke damo od sebe in zdaj spustimo levo koleno nad gleženj. Tukaj je res pomembno, vedno, ko imamo koleno nad gleženj, da ne gremo preveč naprej. To je lahko nevarno. Če malo bolj nazaj, niti ni take panike, ampak probamo imeti vedno tako nad gležnjem. In gledamo zdaj čez levo roko v neskončnost. Naredimo vdih, gremo z roko desno k ušesu, stegneno, kot bi nas nekdo vlekel in gledamo proti stropu. In naredimo vdih, se dvignemo v začetni položaj, zravnamo koleno, pazimo, pogledamo, če imamo spet boke še vedno na sredini in gremo zdaj še v trikotnik, se zapeljemo v levo v bokih in do tal. Gledamo spet palec desne roke proti stropu. In obrnemo pogled proti tlom, spustimo koleno, damo roki na tla, zadnjo nogo obrnemo naprej in gremo nazaj. Noga najprej gor in dol. In zdaj bomo dali kolena na tla in bomo šli za 2 vdiha in izdiha v položaj otroka, da se malo spočijemo. Ok, naredimo vdih in z izdihom gremo nazaj v downward facing dog. In zdaj bomo dvignili desno nogo, jo pokrčimo, pripeljemo med dlani. Levo nogo bomo pustili na tleh, jo lepo spustimo. In zdaj bomo še na tako luštno vinjaso zaporedje. Naredimo vdih in z izdihom gremo nazaj, sprednjo nogo stegnemo, potegnemo stopalo k sebi in zdaj bomo čutili cel razteg zadnjega dela desne noge. In spet vdih, gremo naprej in izdih nazaj. Lahko se še malo potisnete. In še enkrat vdih naprej in izdih nazaj. In vdih naprej, zadaj spodvijamo prste in gremo nazaj. Najprej gre noga gor in noga dol.
In zdaj bomo isto naredili še z levo nogo, dvignemo levo, jo pokrčimo, pripeljemo med dlani, desno damo na tla in gremo vdih in izdih. Tukaj res pazite, da stopalo potisnete čim bolj k sebi in da imate res ravno nogo. Vdih in izdih. In vdih in izdih. In gremo naprej z vdihom, spodvijemo prste in gremo nazaj. Noga najprej gor in dol. Zdaj bomo naredili še eno tako luštno za boke. Bomo dvignili desno nogo, jo pokrčimo in jo pripeljemo koleno med dlani. Takole. In se usedemo. Bom se zdaj probala še malo obrniti, tako da boste lepo videli. Takole. Tukaj se z levim bokom usedemo na desno peto. Takole. Bok imamo obrnjen proti tlom, da nas ne zanaša zdaj v desno. Fajn je, da smo čim bolj tako na tleh in se lepo uležemo naprej. Čelo lahko odložimo na tla. In smo lahko 1, 2, 3 vdihe v tem položaju. Se dvignemo in gremo zdaj, spodvijemo levo nogo in gremo nazaj. Najprej noga gor in noga dol. In zdaj bomo še z levo nogo naredili. Levo nogo stegnemo gor, pokrčimo in pripeljemo koleno na sredino. In zdaj se z desnim bokom usedemo na levo peto in se potisnemo dol. In naredimo vdih, se dvignemo in zdaj se bomo samo usedli. Noge bomo dali na razen in bomo prijeli s palcem in sredincem levi palec na nogi. Probamo biti skozi odprta prsta, se pravi čim bolj, da smo odprti, da nismo sključeni. Desno roko pripeljemo k ušesu in se poskušamo čim bolj približati nogi. Komolec leve roke gre pred nogo. Če lahko ga date na tla, če ne morete, ni problema. Pomembno je, da se čim bolj odpiramo, da čim bolj ta razteg stranskega dela desnega strani trupa čutimo. Gledamo proti stropu. In naredimo še en vdih, gremo gor in zamenjamo stran. Primamo zdaj s palcem in sredincem desni palec, se dvignemo in gremo v desno. In naredimo vdih in se dvignemo. Evo, super. Zdaj smo poskrbeli za naše boke, da bojo bolj odprti in da bomo poskrbeli za fajn delovanje tudi tega dela telesa.